dobrodošli v virtualni izvedbi 19. festivala Igraj se z mano. Moje ime je Tina in danes bom vodička skozi mavrico nastopov. Pred nami je prvi del. 10 krasnih nastopov, polno plesnih korakov, glasbe in ritma. Ste pripravljeni? Jaz že komaj čakam. Gremo! Jaz spoštujem, lepo sodelujem, lepo se vedem, lepo se učim, odlično življenje si naredim. Če dam malo spoštovanja, manj kreganja, manj trnanja, znam reči prosim, oprosti in hvala, tudi če stvari čisto malo. Jo. Če druga spoštujem prav, bo tudi on prijazen in zdrav. Svet je lepši, veseli, svetleč, jaz sem pa vsakemu všeč. Jo! Spoštujem ljudi, spoštujem naravo in predvsem mislim sa svojo glavo. Z dobrimi mislimi sledim pravi poti, da lahko vsi živimo v lepoti. Jaz spoštujem, nisem divjak, sem kulturen in junak. Močan sem ne le zaradi moči, ampak jaz spoštujem ljudi. Neprimerne misli v svoji glavi, pravi junak takoj ustavi, tu sem jaz, tu ni nereda, tu je mir in moja častna beseda. Sem car, legenda, rad pomagam s skrbjo, za drugih vedno zmagam. Sem šef, ker znam prav ravnati, živeti v slogi, se obvladovati. Jaz spoštujem, lepo se delujem, lepo se vedem, lepo se učim, odlično življenje si naredim. Jaz spoštujem, lepo se delujem, lepo se vedem, lepo se učim, odlično življenje si naredim. Kamišibaj, Mojice je Podgoršek, pozor, cvetača prihaja. Cvetača, brokoli in špinača so se z drugo zelenjavo drenjali v prenapolnjenem hladilniku. Nihče se ni zmenil zanje, zato je cvetači nekega dne prekipelo. Uprimo se, je pozvala k uporu. Brokoli in špinača sta se takoj strinjala. Zelje, solate in korenje pa so sprva malce omahovali, potem pa so tudi oni pristali. Kajti v zadnjem času so hladilnik neusmiljeno bombardirali številni namazi, majoneze, hrenovke, siri in salame. Tega imam dovolj, se je zila cvetača. Če ne bomo česa ukrenili, bomo pristali v košu za smeti. In tako so združili moči. Cvetači se je nekako uspelo prebiti v prednjo vrsto v hladilniku, odkudar je bodo zlahka opazili, ko se bodo odprla vrata. Na položaj, jih je opozoril brokoli, ki je prvi zaslišal korake pred hladilnikom. Že v naslednjem trenutku so se vrata na široko odprla. Tukaj sem, je kričala cvetača in se stegovala naprej, da bi se skoraj preklala na pol. Tudi špinača, ki je tedaj ravno plezala čez goro namazov, je zakričala. Mar si slep, je krilila s košatimi listi. Poglej, kako sem lepa in zelena, se je drla na vse grlo. Toda zaman, hladilnik je zapustila salama, brokoli
ki je bil stisnjen nekje zadaj, je bil čisto obupan. Vedel je, da je imel sam še dosti manj možnosti, kot sta jih imeli njegovi prijateljici. Morda bi pomagalo, če se oprimemo salame, se je iz druge strani hladilnika oglasil korenček. Se je nad idejo takoj navdušil brokoli. Poskusil bom in se je pripričal prijel kar najbližje hrenovke. Ob meni nimaš nikakršnih možnosti, se mu je posmehovala hrenovka. In prav zares, ko so se v času kosila vrata hladilnika spet odprla, je bila na vrsti prav ona. Brokoli se jo je tako močno oklepal, da so mi vitamini v žilah poskakovali kot na trampolinu. A že naslednji hip so se nadarno spravili neusmiljeni prsti in ga porinili v zadnji del hladilnika, kar med margarino in sirni namaz. Presneto je bil nejevoljen brokoli. Tudi cvetača in špinača sta se od silnega naprezanja za pozornost sesedli kot kupček nesreče. Saj vendar nihče ob takšni izbiri hrane ne more ostati zdrav, se je jezila špinača. Stavim, da nas bodo opazili šele takrat, ko bomo pošteno magniti, je bila užaljena cvetača. A predtem bodo v zrak izpuhteli vsi naši vitamini, se je v obupu pridružil še brokoli. Tudi korenje, ki je moralo svoj prostor braniti pred vsiljivo pašteto, ni imelo razloga za veselje. Že več dni se ni nihče spomnil nanj. Toda v času večerje se v hladilniku spet prebudilo upanje. Vzemi mene, je prvi planil brokoli. Skrbim za zdravo srce, kajti samo zdravo srce te bo poneslo tja, kamor si želiš, je hitro dodal. Vzemi mene, se je glasno ponujala špinača. Skrbim za dobro moč, kajti samo kadar si dovolj močan, lahko počneš, kar si želiš, je dodala. Izberi mene, je pohitela cvetača. Skrbim za dobro kri, kajti če imaš dobro kri, zagotovo ne boš imel velikih skrbi, je rekla prepričljivo. Jaz pa delam za zdrave oči, se je oglasil korenček in se stegoval prek paštete. Z njimi boš videl čudovite stvari, je obljubljal. Mi dva bova poskrbela, da boš dobro spal, sta rekla zelje in solata, kajti samo dobro spanje ti bo prineslo tudi lepe sanje, sta trdila. Ob teh zelenjavnih besedah so se v hladilniku vsi, razen zelenjave, pošteno zabavali, še posebej majoneza, sir in salama. Za manj se trudite, so se jim posmehovali. Enega izmed nas bodo izbrali, je bila prepričana majoneza. Toda brokoli, cvetača, špinača, korenje, solata in zelje so kljub temu od silnega pričakovanja komaj zadrževali dih. Lahko, da se tokrat motiš, je majonezi zabrusila cvetača. In po hladilniku se je razlegel gromki smeh, kajti tega ni nihče verjel. Kakorkoli že, takoj zatem se je zgodilo. Groza! Ni mogel verjeti brokoli. Pašteta! Pašteta! Se je čudil. In, saj ne more biti res! Je razočarano vzkliknila tudi špinača. Zraven pa še sirni namaz? Zelje je sililo na jok, cvetača pa je imela vsega dovolj. Nekako se je uspelo zdriniti na rob in se je, tik preden so se vrata hladilnika zaprla, skotalila na tla. Je zamrmral tisti pred vrati in jo pobral. Potem jo je podržal v rokah. Zelenjavna juha, je glasno razmišljal. Ja! So bili navdušeni cvetača, brokoli in korenček. Juha! So kričali vsi v en glas. In po kratkem mahovanju sta morala pašteta in sirni namaz nazaj v hladilnik.
se je slišalo iz hladilnika. Prav zares so si dali duška vsi, ki so v sebi zadrževali vitamine in minerale. Sedaj je bila na vrsti zelenjavna juha. Še mi dva, sta glasno poskakovala zelje in špinača. In tudi njima je uspelo, zadnji trenutek sta se pomešala v solato. Tako se je zgodilo. Po nadvse okusni večerji je sledilo spanje, potem pa še čudovite sanje. Prav takšne, kakršne sta obljubljala zelje in solata. A tudi špinača, brokoli, cvetača in korenček so izpolnili, kar so obljubili, in za nagrado so prvo vrsto v hladilniku dobili. Konec. Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki niso primerni za mlajše otroke, zato je priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov. Torej, kaj si rekel, da rad počneš v prostem času? Beatbox. A to je tisto z... Nekak. Naj ti pokažem. To je pa noro. A to si se sam naučil? Ja, leta vadbe. Zdaj že skoraj govorim v beatboxu. A res? Kaj pa če mi nekaj pokazal s tem beatboxom? Ok. Sara, ti si kuda. Najboljša kava. To je bilo zabavno na najbolj čuden način. A bi še meni ne naučil? Itak, reci Boots and Cats. Boots and Cats? Hitreje. Boots and Cats, Boots, Cats, Boots, Cats. Ne, Boots. Sto, poskusi še enkrat, lahko ti rata. Si že na nivoju, začetnika v osnovni šoli. Napreduješ?
Hej, če si ti tako dober v beatboxu, potem bom pa jaz kar DJ. Wiki, wiki. Dobro, če bo malo več vadila, potem bo pa lahko vsaj duet. Deal. Živijo vsem skupaj, danes je en lep sončen dan. Ležim v travi in gledam nebo, kjer dobijo se oblaki, le kam je sonce zašlo. Jaz, ki je moj sonček, pa prijetim avion, zapijem na glas, čujo avion, vsi zapojete z nami, da nam bo krajši čas. Si tako
Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Kdor vesele pesmi poje, gre po svetu lahkih nog. Če mu kdo nastavi znamko, da užene v kozirok, jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Pripotov hitri veter pele zvezde v gorah, gredo z mano tja do konca tega širnega sveta. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh. Juhu! John Marion iz Londona, jelenuh, potepuh, vedno dela tuk tuk tuk, vedno dela tuk tuk tuk. 1, 2, 3, po angliško 1, 2. Free, no.
paket odličnih nastopov. Jaz sem ploskala, migala in uživala v nastopih. Kaj pa vi? A vi ste tudi uživali? Ampak ne odhajajte predaleč. Pred nami sta še drugi in tretji del nastopajočih, ki vas bosta prav tako navdušila. Vidimo.